Pozdravljeni in dobrodošli v prav posebnem kvizu Lepo je biti Prešeren. Mislim, da me ni treba prav posebej podariti, saj naši gledalci prav dobro vedo, da po jutrišnjem miniva že 169 let, odkar se iz tega sveta poslovil naš največji pesnik France Prešeren. Veva, da že vsi komaj čakate na začetek kviza, zato predlagam, da kar predstavimo naše tekmovalce, ki se bodo pomerili v tej zgodovinski bitki, kjer se bodo čustva pomerila z razumom. Kot Prešeren, ki je vse svoje življenje nihal med razumom, pravniškim poklicem ter čustvi, pesniškim poklicem. Ja, samo, da se ne bo tale boj spremenil v mesarsko klanje, kaj ne črt? V svojem času ni z nobeno od teh dveh poklicnih vej kaj dosti zaslužil. Zato se tudi danes ne bomo potegovali za denar, temveč za fige. Ja, za Prešernove fige. Vsi vemo, kako rad je imel Prešeren otroke in zakaj so ga klicali doktor Fig. Imam prav? No, če ne veste, boste pa pač pri slovenščini malo bolje poslušali. Midva nimava časa vas dan. Torej, z vami sva Mila in Črt Savica iz nebes nad Bohinjem. In z nami so, na strani razumnikov, Urška Zala Dolenc, trenerka sinhronega plavanja iz Ljubljane, Mladen Povodnomoževič Lepi iz Beograda, potujoči osvajalec ženskih src za častnim bivališčem v Ljubljani in Matič Čopar, literarni zgodovinar iz Žirovnice. Na strani čustev pa pozdravimo Rozi Mundo, Nuno iz Turjaka, Julijano Primič, von Šustenštul, bogato meščanko iz Novega mesta ter Ano Matildo Jelovšek Mati, brezposelno samohranilko iz Ljubljane. Dobrodošli. No, sedaj pa pustimo tekmovalce, da se miselno grejemo, mi pa v naš studio vabimo gospo ravnateljico, da nam pove par besed. Gospa ravnateljica, prosim. Učenci in spoštovani sodelavci, pred nami je eden največjih slovenskih praznikov in želela bi vam spregovoriti par besed. Slovenski pregovor namreč pravi: besede iz srca sežejo do srca, besede z jezika pa le do ušes. Če govorimo o slovenski kulturi in če govorimo o našem največjem Francetu Prešernu, takrat besede preprosto morajo prihajati iz srca. Slovenski kulturni boj je trajal dolga leta, desetletja in prav zato danes, tukaj in sedaj, lahko govorimo o slovenskem jeziku in se razumemo med seboj v slovenskem jeziku. Kultura je v slovenskem in evropskem prostoru v preteklosti odigrala pomembno vlogo in nas je definirala kot ljudi. Kultura namreč ni le umetnost, ni le slika ali visoka beseda, kultura je skupek vrednot in dosežkov določene družbe. Skozi kulturo se odražajo naše vrednote in se pokaže naše duhovno bogastvo. Zanimivo je, da smo Slovenci edinstveni po tem, da imamo državni praznik posvečen kulturi in ga slavimo na dan smrti. Verjamem, da smo s tem pokazali dve stvari: da kulturo cenimo na izjemno visokem državniškem nivoju in pa da razumemo Prešernov boj kot nekaj, kar nadaljujemo tudi danes. Vedno namreč govorimo o preteklosti in uspehih naših kulturnih veljakov, ki so nas pripeljali danes sem. Pa vendar se boj nikoli ne konča. Kultura namreč ni nekaj osvojljivega, temveč je nekaj živega, kar se definira iz minute v minuto, iz dneva v dan. Zatorej je pravilno, da kulturi posvečamo veliko pozornosti, tako v šoli, kot tudi kasneje. Pa naj zaključim z mislijo o Prešernu. Ni ene besede, ki bi opisala njegovo veličino, genialnost in neverjetno sposobnost. Bil je velikan slovenske kulture, ker je uspelo le redkim. Uporabil je najvišje, najbolj elegantne
in najbolj zakomplicirane pesniške oblike takratne Evrope, hkrati pa je ostal zvest slovenskemu duhu preprostosti. Hvala. Ste pripravljeni? Mi pa sva, ste vi, dragi tekmovalci? O, Kršten Matiček se že začenja. Pustite mene kar lepo pri miru. Jaz sem vedno z akcijo. Kaj bomo pa delali? Vidim, da si danes svoje možgane pustil kar v vodi, kaj ne? Mladenič. Lepi, gospa, lepi. Otrok božji, nikar ne hodi več v vodo. Saj vidiš, da voda ni dobra zate. No. Kaj, ko bi najprej določili vrstni red? Ne skrbite, vse sva uredila. Vrstni red bomo določili z metanjem kovanca. Vabim Urško in Rozi, da se nama pridružita. Cenjeni tekmovalki, uporabili bomo kar kovanec za 2 evra. Tista, ki bo vrgla Prešernovo glavo, začne. Nato pa bomo nadaljevali izmenično. Yes. Razumniki, beseda je vaša. Režija, prosim za prikaz prvega vprašanja. Kje in kdaj se je rodil France Prešeren? A. Vrba na Gorenjskem 8. februar, B. Ljubljana 3. december, C. Kranj 8. februar ali Č. Vrba na Gorenjskem 3. december. To bi pa ti mogoče bilo narediti, letnice in to. To je za znanstvenike, mi športniki, mi smo bolj za zdrav življenjski slog. Ja, jaz sem iz Žirovnice, čisto blizu Vrbe, ampak tudi ti bi morala to vedeti, saj si končala osnovno šolo. Ja, ampak v Ljubljani pa Prešeren me ni nikoli kaj posebej zanimal. Če se o njem pogovarjamo, je moral biti že pomemben. Ljudje, razmišljamo z glavo. Človek se mora najprej roditi, da potem lahko umre. Februar je pred decembrom. Jaz sem za februar. Pravkar si dokazal, da voda res lahko škoduje človeškim možganom. Tvoja logika je namreč potonila. Prosim, cenjeni gostje, prejdite k bistvu. Vrba, december, zadnji odgovor. In odgovor je pravilen. Prva točka za razumnike. Zdaj smo pa mi na vrsti. Čakajte, malce umetniškega predaha. Bomo potem nadaljevali. Ampak kakšen komorni zbor, veste, pri nas, pri Uršulinkah tako lepo pojemo. Smo že mislili, da bi se prijavili na Slovenijo, ima talent. Ne, gospa, dovolite. Na oder vabim Arjano Bušesko, ki nas bo skupaj s Kreslinom popeljala kar v Vrbo. Odajno, ta model to počas poje, kaj da bi vsak drugo jaz prespal. Dajmo kaj bolj živga, grmenje, pa šum vetra. To ti je melodija ta prava, a ne Urška. Sploh ne vem, na kaj namiguješ. Lahko začnemo, vidim, da bosta ta dva spet začela s kakšno brezplodno razpravo. Zdaj pa res začnimo. No, Arjana, prosim.
še nekaj za tiste, ki so bolj vešči v besedah. Vsi poznamo pesnikovo vrbo, pa jo poznate recimo v nemščini. Jonas, izvoli. O Vrba, Dorf des heimatlichen Friedens, du Ort um meines Vaters Haus gebreitet, wo hätte nie mich Wissensgier verleitet, die falsche Schlange, dass ich dich gemieden. Krasno, Jonas, ta nemški naglas si res zadev. Slišati si skoraj tako kot moj mož, le da ima on malce bolj hripav glas. Joj, ko bi jaz imela moža, kako bi bilo mojemu detetu, koliko bi mi bilo prihranjenega, če bi mi kdo kaj pomagal, tako sem pa za vse sama. Pa še nobenega denarja prihiš, ker ni službe. Še za frizerja nimam, to staro ruto moram imeti na televiziji. Ne skrb, stara. Jaz imam službo, pa še za frizerja časa nimam. Sem mogla s plavalno kapo v studio prlaufat, sem direkt iz bazena. Mati, Uršulinkam prid, ti bomo me pomagale. Mi znamo vse, nune smo zakon. Vidim, da vse potrebujete enega pravega deca. Moški smo tako ali tako rešitev za vse ženske probleme. No, ker to laži se. Današnji moški bi samo nekaj govorili, v resnici pa še žarnico ne znate zamenjati. Pa iz izkušenj vem, tipi, ki imajo karkoli opraviti z vodo, so daleč od princev na belem konju. Pazite se jih, dekleta, pazite se jih. O, ljubi Prešeren, odpusti jim, saj ne vedo, kaj govorijo. Joj, nadaljujmo raje z naslednjim vprašanjem. Boste razpravljali po oddaji? No, ko smo že pri ženskah in moških, naslednje vprašanje bo ravno pravšnje. Tokrat imajo besedo čustvenčki. Prešeren ni imel sreče v ljubezni. Mnogi pravijo, da najbolj nesrečni ljudje pišejo najlepše pesmi. Zagotovo vsi poznate pesnikovo muzo, a ta ni bila edina ženska v njegovem življenju. Me prav zanima, kako boste odgovorili. Katere ženske ne povezujemo s Prešernom? A. Julije Primec, B. Ane Jelovšek, C. Zalike Dolenc ali Č. Frančiške Epih. Joj, imena si pa tako težko zapomnim. Vem, da se ni nikoli poročil, da je imel 3 nezakonske otroke. Ubogi otroci, pankrti, ne vem, to otroško trpljenje mi vedno zamegli um. No, mislim, da si noben moški ne bi mogel izbrati ženske z imenom Frančiška za muzo. Tako trdo zveni. O, Frančiška, o, Frančiška. Ne, pravilen odgovor je Č. Dekleti, se že strinjam, da je pravilen odgovor Č, ampak ne zato, ker bi bilo ime nespevno. Frančiška Epih je pravo ime prve poklicne slovenske gledališke igralke Marije Vere. Prav lahko bi bila njegova muza. Težava je le v tem, da se je rodila 32 let po Prešernovi smrti. No, saj ena oseba z nasprotne strani nam je kos. Ja, Uršulinke nismo v dvoh. To je pravilni odgovor in hvala za pojasnilo, gospa Munda. Mi pa spet nadaljujemo z malo sprostitve. No, pa prisluhnimo in se prepričajmo, če je odgovor A, ime Julija, recimo res bolj spevno od Frančiške. Hišni bend, prosim. Razpuščeni lasje, skrit obraz med dlani, nežna kakor cvet, morda komaj 15 let. Julija, objokana, niti treba skrivati solza. Solze so kot biseri, bolečina jih rodi.
biseri, bolečina jih rodi. Hvala, fantje, super ste bili. Mi pa kar nadaljujemo z naslednjim vprašanjem. Kaj se je zgodilo z Urško iz Prešernove balade Povodni mož? A. Izdalo jo je srce. B. Izginila je v Ljubljanici. C. Odšla je v samostan. Ali Č. Bogato se je poročila. Razumniki, beseda je vaša. Ja, a je to slučajno tistih 14 neskončnih vidic, ki smo se jih morali naučiti na pamet v 8. razredu v slovenščini? Če je to, nimam pojma. Kjera žalost, stari? Ja, kolega, samo da ne gre za žalost, ampak za 14 kitic čiste poezije, čiste perfekcije. Ja, to je to, mladen. Tudi jaz sem se učila, a nikoli ne naučila. Lepi, Urška, reci mi kar lepi. To je stvar okusa. Tipično bebe, ki se zaradi moške lepote, v mislih vam sebe seveda, počutite ogrožene, vedno postanete žaljive. Ja, tipi z brezdomci s plavalno kožico med prsti so sanje vsake ženske. Ali pa ženske s plavalno kapo in v trenirki. Misliš, da ti bo telefon podaji kar naprej zvonil? Not. Dovolj, s temi vajnimi bedarijami sta me popolnoma zmedla. Spet me bo napadla migrena. Pozabil sem pravilni odgovor. Ne, no, pa smo pokušali. Čustvene tekmovalke, imate idealno priložnost, da prevzamete vodstvo. Ja, osnovna šola. To so bili časi. Prav spomnim se, kako sem se zaštrikala pri zadnji kitici in mi učiteljica ni hotela dati petice, ampak se nisem dala. Nune smo večne borke. Potem, ko sem uspešno okrevala po čustvenem pretresu, ki mi ga je povzročila prva in zadnja štirica pri slovenščini, sem se naučila še zadnjo kitico in jo znam še danes. Punce, dejmo! To reče, hitreje sta se sukala in dalje od poda spustila. Na bregu Ljubljanice se 3-krat zavila, plesaje v valove šumeče planila. Vrtinec so vidli, čolnari bereč, a Urške videl, nobene mi več. Odgovor je B. Dekleta so prevzela vodstvo. Yes! Da me takole premagajo ženske, to je pa hud udarec za moj moški ponos. Res. Vsaj enkrat si naslankal. Gospod Povodnomoževič, ne sekirajte se, ni še vse izgubljeno. Črt, hitro napovej naslednjo točko. V naslednji skladbi pa si želi drugačnega moškega, takega, ki ne bi bil kot drugi, no vsaj ne takšnega kot Povodni mož. Pesem že vsi prav dobro poznamo, seveda v slovenščini, niste pa je še slišali v španščini. Natalija, Taja in zbor, prosim. Tráeme las flores que florecen salvajes, llévame al monte donde viven los duendes, enséñame la estrella con mi nombre, compónme un canto con mis aros estribillo. Invítame a lugares desconocidos, tráeme por mañana los gitanos debajo, cuéntame sobre los sueños pesaminosos, confíame tus deseos más ridículos. No vayas por el camino.
es algo que vaya. Ob takšnem znanju jezikov naših otrok sem res ponosen. Že pri prvem verzu sem se kar stopila, res. Če bi Prešeren ženskam, naprimer, kaj zašepetal v angleščini ali pa španščini, bi pri njih imel veliko več uspeha. Veš kaj, Prešeren se naredil za naš jezik, ti pa takole. Temu se reče globalizacija, pa medkulturno povezovanje. To vi zagotovo veste, gospod Čopar. No, če bi meni kdo prej povedal, ko sem hodil v šolo, bi se zagotovo naučil več jezikov. Tako bi lahko spoznal Španke, Portugalke, Anglešinje, pa Rusinje. Še celo Nemk se ne bi branil, čeprav me danes slovijo ravno po svoji lepoti. Ja, tudi jaz hodim na tečaj nemščine. Mogoče bom potem končno našla službo. No, pa smo že naredili lep uvod k naslednjemu vprašanju. Dame in gospoda, če ste slučajno pozabili na rezultat, čustvenke vodijo 2:1. A zdaj imajo prvi pravico do ugibanja razumniki. Vprašanje se glasi: kateri poklic si je Prešernova mati želela za svojega sina Franceta? A. Zdravnik, B. Filozof, C. Pravnik ali Č. Duhovnik? Vsaka mama si za svojega sina želi najbolje. Izbrati moramo med poklici, ki so donosni. Jaz bi že takoj izločila filozofa. Filozofi samo nekaj nakladajo, brez repa in glave. Koristi od tega pa nimajo. Urška, si ti vsem vedno ubogala svojo mamo. Sigurno je imela s teboj drugačne načrte in ni hotela, da končaš v vodi. No, jaz sem bil bolj neubogljiv in ker vem, da bi Prešeren pravnik, izločim odgovor C. No, saj ne, da ne uživam v vajnem razmišljanju, ampak za voljo časa in glavobola bom kar odgovoril, da me ne spravite spet v živce in bom pozabil pravilni odgovor. Prešernova mati Mina je želela, da bi Prešeren postal duhovnik. Odgovor Č. Seveda, zdaj se spomnim, zato ga je poslala k stricu Jožefu, ki je bil tudi duhovnik. Kako me veseli, da ni slepo bogal in je poslušal svoje srce. Ko bila tudi jaz tako pogumna. Odlično, gospod Čopar. Gospa Primič prosim, komentirate lahko samo, ko bo na vrsti vaša skupina. Napetost narašča, prišlo je do izenačenja, a čaka nas še zadnje vprašanje. No, najpomembnejšega poklica pa ni bilo med podanimi možnostmi, namreč pesniškega poklica. V njem je Prešeren blestel, za ta poklic pa žal ni formalne izobrazbe. Res je, ni diplomiranih pesnikov, tako kot tudi ni diplomiranih nun. Temu poklicu se moraš posvetiti s srcem in dušo. Pesnik torej lahko postane prav vsak. Poslušajte, pa tudi vidve, čeprav je za vaju že prepozno. Takšne traparije, tole pretirano čustvovanje je mene pripeljalo tja, kjer sem zdaj, cele dneve v vodi. Še dobro, da je zima, pa da je Ljubljanica tako nesnažena, da smo treninge preselili v Atlantis. Punce, razmišljajte z glavo, z glavo! Ok. Moja glava, če bi nas Prešeren zdaj lahko slišal. No, dajmo. Je rad bi šel do... Gospa Munda, pesniki so lahko tudi otroci. To pa vam bo dokazala naša Lana. Lana, prosim. Je zemlja, je morje, sta dve strani. Na eni je sreča, na drugi pa vode ni. Na eni le pipo odpreš in se osvežiš, na drugi pa ure in ure hodiš, trpiš, da požirek ali dva dobiš. Na naši strani sreče vode se ne spoštuje, ker je tako vsakdanja in vsakdo brezbrižno uničuje. Za nas ni problemov, za zdaj. Naši izviri vode in sreče so bogat kraj. Na srečni strani je sreča trdna kot led, čeprav v resnici je izmuzljiva para, izpuhti in je več ni. In v vsaki vodni kaplji je zrcalo na svet,
v večno sušo jed? Ali se bo zganil naš planet? Voda je. Kako dolgo bo še? Dragi gledalci, cenjene gledalke, pred nami je veliki finale našega kviza Lepo je biti Prešeren. Do razglasitve zmagovalca nas loči le še eno vprašanje. Čustva tako rekoč dihajo razumu za obratnik in obratno. O, moj bog, kako napeto. Ne vem, če bo moje srce vzdržalo. To je pa že preveč. Dekleta pred malimi ekrani. Dobro poslušajte, pa tudi vidve, čeprav je za vaju že prepozno. Takšne traparije, tole pretirano čustvovanje je mene pripeljalo tja, kjer sem zdaj. Cele dneve v vodi. Še dobro, da je zima, pa da je Ljubljanica tako nesnažena, da smo treninge preselili v Atlantis. Punce, razmišljajte z glavo, z glavo! O, moja glava, če bi nas Prešeren zdaj lahko slišal. No, dajmo. Jaz bi šel rad domov, sem potem še zmenjen. Ja, meni se tudi mudi, nimam varstva. Mila, izvoli, razkri nam zadnje vprašanje. Zija, prosim za prikaz. Kaj pomeni beseda Prešeren, na primer v povedi, ta je pa zelo Prešeren? A. Izgledati kot Prešeren. B. Oblačiti se kot Prešeren. C. Biti žalosten. Ali Č. Biti dobre volje. Se ta izraz uporablja tudi danes? Če se, potem lahko tako izločimo odgovor B. Obleki iz Prešernovih časov namreč ne prodajajo več. No, z denarjem je mogoče vse, tudi najeti dobro ševiljo. Ne prenagli se, mati. Jaz mislim, da se moramo odločiti med odgovorom C in Č. Verjetno gre za značaj, saj ne moremo vedeti, kako je Prešeren izgledal na pogled. Joj, ne vem. Žalosten, dobre volje, žalosten, to je zdaj vprašanje. Dekleta, čas se vam izteka, morate se odločiti. Če razmišljamo logično, ob kateri priložnosti nastanejo najlepše pesmi? Ob žalosti ali veselju? Odgovor C. Mi je dekleta, odgovor je nepravilen. Razumniki, če boste odgovorili pravilno, je Prešernova figa vaša. Odgovor je seveda Č. Zelo sproščen, veselo razpoložen, biti, postati Prešeren, Prešerna družba, Prešerna mladost, biti Prešerne volje. Hvala, gospod Čopar. Mislim, da vam vsi tukaj verjamemo. Razumniki! Pridite v spredje in si privoščite. Ker biti Prešeren pomeni biti dobre volje, smo vam pripravili nekaj, kar vas bo vse spravilo v dobro voljo. Poslovili se bomo tako, kot smo začeli. Zdravljico, v več jezikih, seveda. Poligloti Marije Vere, izvolite. Pa na zdravje, drage gledalci in gledalke. Vena vsi narodi, ki hrepe ne dočaka dan, da kodr sonce hodi, pred piri sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. God's blessing on all nations who long and work for that bright day, when over earth's habitations no war, no strife shall hold its sway, who long to see that all men free, no more shall foes but neighbors be. Es leben all die Völker, die sehnen warten auf den Tag, dass unter dieser Sonne die Welt dem alten Streit entsagt. Frei sei dann jeder Mann, nicht Feind, nur Nachbar, wer fortan. Vivan todos los pueblos que ver el día añeran, brillar brillante sol que ponga fin a las guerras, ser libres los hombres con el prójimo apacibles. Пьем за вечную свободу всех народов и племен, да не будет злу в угоду, мир враждою осквернен, за межой не чужой,
друг товарищ дорогой. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase razmišljate, ki smo zato se prijatelji, ki dobro v srcu mislimo. Tukaj ti naj živi vsak kar nas dobrih je ljudi. Na zdravje. Cenjeni gledalci in gledalke, spoštovane tekmovalke in tekmovalca, pa smo ta naš zgodovinski neponovljiv kviz pripeljali do konca. Upava, da ste v naši družbi uživali in se vsaj malo nasmejali. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje ob kakšni drugi priložnosti. Pa lep Prešernov dan vam želiva.